Najprej čestitke za zmago, res fantastični občutki, lahko rečemo. V zadnjih 5 minutah ste odločili tekmo. Pa dobro, mi smo fantastično odprli tekmo danas. 300% priložnosti v prvih 10 minutah, ki nažal nismo izkoristili, verjetno bi tekma šla v drugo smer. Potem pa hladen tuš, ena nič iz prve dejansko priložnosti, da je nasprotnik šel čez našo polovico. Ampak smo nadaljevali, smo se borili, želeli to zmago in na koncu je ta želja odločila. Sicer treba biti odkrit pa reči, da Zavrč je izjemno kakovostno moštvo, ni zastojno bilo, viceprvak jesenski, Kopica je ena izjemno kakovostnih igralcev in premaga takšno moštvo, posebej ko ste v borbi za obstanek, je dober občutek in veliko nam pomeni ta zmaga in bo strašanska spodbuda za naprej. Ponovno lahko rečemo, da se je ponovno izkazal, lahko rečemo, džoker iz klopi in zadev za izenačenje, potem pa še za 2-1. Pa dobro, jaz ne bi rad izpostavil nobenega igralca. Danes je celo moštvo si prigaralo ovoga zmago, tudi tisti, ki so bili na tribuni. Urbi ima te značilnosti, izjemno inteligentan nogometaš. To je ta inteligenca nogometna in nasploh, da se zmeri znajde na pravom mestu, v pravom trenutku. Ampak ponavljam spet, ne bi izpostavljal nobenega, danes so vsi želeli to zmago. Odigrali smo eno zelo dobro tekmo, po moji oceni ob Gorici, ki smo tle nesrečo izgubili 1-0, verjetno je najboljša naša predstava na Portovalu v tem delu. Odaj sem jaz pač trener. In dejansko borba za obstanek je takšna, če ne date vse od sebe, nimate možnosti. Druga zadeva je pa, ko si pa pridan in ko spoštuješ to žogo, a to je samo na ta način, da se borite do zadnjega atoma moči, potem vas žoga nagradi. Nekako lahko rečemo, Zavrč je imel nekako celo tekmo pobudo, na koncu pa praktično šahmat v 2 potezah iz kota in zmaga Krke na domačem terenu. Ja, vendar tekma bi se lahko odvijala tudi povsem drugače. V prvih 10 minutah mislim, da smo kar dobro začeli. Imeli tudi 2-3 priložnosti, oni pa so iz prvega resnejšega strela povedli, na to smo padli v manjšo krizo, kajti treba razumeti, da nam rezultati v zadnjih tednih niso šli po računih in zato smo bili mogoče še po prejetem zadetku še malo bolj v krču. Na srečo smo v drugem polčasu dodali gas in na krilih navijačev danes zopet 3 točke ostajajo na Portovalu. Sedaj ste se za 2 točke oddaljili od Triglava in prva zmaga tudi v spomladanskem delu. Kako sedaj naprej? Ja, čaka nas krčevita borba, kot smo videli včeraj. So tako Triglavani, ki so za nami, kot Celjani, ki so pred nami, uspeli odščipniti točko favoritom. Prvenstvo je še dolgo, čaka nas sedaj niz zelo težkih tekem, ampak za nas je tako in tako v boju za obstanek vsaka tekma zelo pomembna, vsaka točka zlata vredna in treba nadaljevati v tem stilu in se bo išlo. Nekako se je zdelo, da 3 točke odhajajo od Zavrča, na koncu je Krka zadela iz 2 kotov in zmaga ostaja v Novem mestu. Ja, to je nogomet. Da smo mi odigrali 1-1, ja bi bil zelo nezadovoljen, ampak nogomet je taki, da se događaju čudne stvari. Mi smo imeli spodbudu cijeli prvi polčas. Imeli smo 2-3 priložnosti. Nismo zadeli. V drugem polčasu nismo imeli baš neke priložnosti, ampak smo imeli kontrolu tekme. Imeli smo spodbudu in zadnjih 10-15 minut smo se povlekli svoje 16 metrov, jer je Krka igrala na duge žoge, morali smo skakati, ampak smo imeli 3-4 situacije da s kontro rešimo utakmicu i na kraju smo tekmu izgubili. To je nogomet. Eno kaj me veseli je igra danas. Mi smo igrali puno boljše nego na te 3 tekme do zdaj. Bili smo boljši nasprotnik, ampak to nas nije nagradilo. Mi imamo tu jednu krizu, nemamo spodbudbe, imamo čase da nam žoga gre v gol vsakič ko nekdo zadene. Mi se s tim moramo nositi i nažalost danas utakmicu koju smo trebali dobiti mi smo izgubili. Miha Kokol, zadetek v zgodnji fazi tekme, potem pa praktično vse ste imeli v svojih nogah, a na koncu Krka 2 strela iz kota in zmaga Krke tu v Novem mestu. Kako ste videli danes vse skupaj? Ja, res je, nadzorovali smo tekmo,
v bistvu imeli 3 točke že v žepu. Sreča nam je obrnila hrbet, dobili 2 nesrečna gola s prekinitev. Zgubili na koncu 3 točke, ki bi bile za nas zelo pomembne, da bi se dvignili. Treba dvigniti glave in iti dalje, druge ni. Nekako izgleda 4. zaporedni poraz tu, le 3 zadetke. Kaj se dogaja vse skupaj v slačilnici sedaj? Mi gremo, vsako tekmo gremo na zmago, damo vse od sebe, ampak nekakor nam ne steče igra. Nismo več učinkoviti, tako smo bili v jesenskem delu. Nimamo sreče, da bi obdržali mogoče kakšen rezultat, da bi se lahko obranili, da ne bi mogoče kakšne tekme dobili zadetka. V bistvu dobimo iz vsake priložnosti goli in to nas stane na koncu.